Spoštovani vsi, ki ste se nocoj zbrali v naši cerkvi svetega Danijela tu v Dornberku. Dober večer na predvečer cvetne nedelje, ko kristjani praznujemo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Praznik pa je že samo po sebi to, da se skupaj zberejo pevci in pojejo. Praznike se naznanja tudi zvonovi, tako ste ob prihajanju slišali pritrkovanje. Koncert smo začeli kar najbolj mogočno, lahko rečemo s fanfarami, v izvedbi domačega Pihan pleh benda pod vodstvom dirigentke Andreje Velikonja. Dobro večer, spoštovani obiskovalci, obiskovalke. Lepo, da smo se spet srečali v naši cerkvi, že 3. leto zapored. Moram reči, da smo zelo veseli, kajti Dornberk gosti kot edini, bi rekel, organizator sakralni del primorske poje v Sloveniji. Ostale se dogajajo v zamejstvu, tako da smo zelo veseli in ponosni za to. Ta večer bi rad opozoril na eno stvar. Pred 40 leti se je tukaj v Dornberku rodil, bi rekel, ustanovil moški pevski zbor Provox, katerega je ustanovil naš gospod, pokojni organist, dirigent Joško Harej. Tako da sem rekel, da to moram povedati, ker sicer trenutno ima Provox sedež v Renčah, ampak ustanovljen je pa bil v Dornberku, tako da je prav, da to povemo. Bi pa samo še rekel, ko sem poslušal ta Pihan pleh bend, so si dali tako ime, res lepo je slišati. Že včeraj v taboru na pasijonu sem opazil ogromno mladih, ki želijo nekaj ustvariti, ki so zelo, bi rekel, goreče pripadniki neki stvari. In tako da jaz mislim, da se nam ni treba dosti bati Slovencem, ni vse tako, kot si včasih mislimo. Mladi so še sposobni in željni delati nekaj za kulturo in za našo Slovenijo. Tako da ta dokaz je Pihan pleh bend in za ta prvi uradni nastop in moramo nekaj podariti, nekaj malega, tako še en aplavz, prosim. V nadaljevanju se bodo zvrstili raznoliki pevski zbori in skupine, ki vam bodo predstavili sakralne skladbe različnih stilov, avtorjev in oblik. Organizatorji verjamemo, da vas bodo s svojimi nastopi navdušili in bo nocojšnji večer res pevski praznik. Poslušajmo.
The sword the Lord proposes.
večer, samo kratko obvestilo in prošnjo, ker je skladba, ki jo bomo zapeli, dejansko sestavljena iz cikla 5 različnih skladb, bi prosili, da ne ploskate med posameznimi stavki, ampak samo na koncu. Hvala. tribulationem nos
Pred sklepnim dejanjem vabim tajnika Zveze pevskih zborov Primorske, gospod Alenko Pahor, da nas nagovori. Izvolite. Dober večer, spoštovane pevke in pevci, cenjeni zborovodje, dragi ljubitelji zborovske glasbe. Z velikim veseljem vas v imenu Zveze pevskih zborov Primorske in v imenu predsednice Zveze Janje Konestabo pozdravljam na reviji Primorska poje, ki že desetletja združuje glasove primorskih zborov ter ohranja tradicijo in ustvarjalnost. 57. zborovska revija Primorska poje poteka v znamenju obeležitve 100. obletnice smrti Srečka Kosovela, vzporedno pa obeležujemo tudi 150. obletnico rojstva primorskega pesnika Dragotina Keteja iz Ilirske Bistrice. Dornberk se v kulturno-umetniškem kontekstu lepo povezuje z obema rojstnima krajema obeh prej omenjenih pesnikov, Tomaj in Ilirsko Bistrico. Saj je v vseh treh krajih oziroma njihovih župnijskih cerkvah ustvarjal tudi slikar Tone Kralj, kateremu je bila posvečena Primorska poje ob njegovem 50. jubileju smrti, posvečena tudi Primorska poje v lanskem letu. Takšna geografska kulturna povezovanja krepijo kulturno identiteto Primorske, povezujejo slovenski narod in ohranjajo našo skupno kulturno dediščino. Revija Primorska poje je tudi letos izjemna. Združuje kar 218 pevskih zborov in več kot 4000 pevcev na kar 38 odrih. Med njimi se letos pridružuje 13 zborov in 19 zborovodij, ki sodelujejo na reviji prvič, kar nam daje veliko motivacijo za delo tudi vnaprej. Naša slovenska pesem se sliši v sklopu koncertov Primorska poje na Primorskem, v zamejstvu v Italiji ter na Hrvaškem. Z roko v roki na istem odru pojejo slovenski zbori zamejstva v Italiji, iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter Bosne in Hercegovine. Primorska poje je odprt prostor rasti, odgovornosti in soustvarjanja. Je prostor, kjer lahko sodelujejo zbori vseh vrst in vseh razvojnih stopenj, saj se zbori ne rodijo dobri, dobri postanejo. Vrednote, ki so jih postavili ustanovitelji zborovske revije Primorska poje pred skoraj 60 leti, to je povezanost, vključevanje, vzgoja, narodna zavest in sodelovanje čez mejo, pa niso le zapisane besede, temveč živa praksa. In prav tako, kot kruh potrebuje prostor za svojo rast, ga potrebujejo tudi zbori. In ta prostor je pevska revija Primorska poje, ki je skupnost, ki zna peti, se učiti in rasti skupaj. V letošnjem letu imamo kar nekaj jubilantov, nekateri so tudi danes z nami. 70 let delovanja praznuje mešani pevski zbor Peca iz avstrijske Koroške ter moški pevski zbor Razpotje Cov. 60 let praznujeta moški pevski zbor Fantje iz Podgrmade ter moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice, ki smo jih danes tudi imeli priložnost slišati. Let ženski pevski zbor Rože iz Nove Gorice ter moški pevski zbor Provox iz Renč, kot že prej omenjeno, oba praznujeta tudi ta jubilej. Poleg tega pa še 17 zborov v letošnjem letu, ki praznuje 10, 20 ali 30. obletnico delovanja. Čestitke vsem pevkam in pevcem, zborovodjem ter letošnjim jubilantom. In še kot novost lahko povem, letošnje Primorske poje je tudi nova skupna skladba Primorske poje, ki jo je uglasbil Miroslav Paškvan na besedilo Klare Makovec in jo kot zadnjo skupno pesem prepevajo vsi zbori združeni na odru, kot zadnjo v programih po vsej Primorski.
Danes izjemoma, ker smo gostje v tem posvečenem prostoru v cerkvi svetega Danijela s posebnim sakralnim programom, bo skupna pesem Združenih zborov Naša Marijina. Tudi ta se bo, verjamem, izvedla pod skupnim geslom revije Naš spev je strasten, naša moč je živa. Verzi Srečka Kosovela. To strast do petja in življenja je živa moč človeka, ki z dušo in telesom ustvarja prečudovite zvoke in jih zlaga v lepe harmonije. Zato bi se rada še enkrat zahvalila pevkam in pevcem, zborovodjem in pevskim podpornikom, posebna zahvala pa tudi soorganizatorjem, Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Nova Gorica, Društvu Zapisi in Zvezi kulturnih društev Nova Gorica. Čisto za konec pa nekaj drobtinic tudi v našem imenu. Na kratko bi rada predstavila delo prostovoljcev na Zvezi pevskih zborov Primorske, večinoma članov upravnega odbora in predsednice Zveze Janje Konestabo. V projekt Primorska poje na Zvezi z dobrotljivo in z ljubeznijo vlagamo preko 2000 prostovoljnih ur letno. Naše intenzivno delo poteka od novembra do maja meseca vsako leto in zajema koordinacijo več kot 200 pevskih zborov, pripravo programa Primorska poje, izdajo programske knjižice Primorska poje, promocijo in dokumentiranje projekta pevskih zborov in krajev, v katerih gostuje Primorska poje. Želimo si, da bi bili naši napori tudi vnaprej cenjeni. In vaša prisotnost to potrjuje in za vaš obisk in pozornost se vam za to najlepše zahvaljujem. Čisto na koncu, v imenu organizatorjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste omogočili, da se je nocojšnji večer odvil kar najbolje. Gospodu župniku Boštjanu Toplikarju, da je lahko koncert potekal v naši cerkvi, vsem nastopajočim zborom, skupinam in njihovim vodjem za raznoliko petje, pritrkovalcem za zvočni uvod, vsem, ki ste izvedbo večera podprli svojim delom in časom, našim vinarjem, pekarni Vintola, društvom in nenazadnje vam, spoštovani obiskovalci, da ste se odzvali našemu vabilu. Sledi še skupna pesem, kjer bodo vsi sestavili nastopili skupaj. Pevci ste na to vabljeni na pogostitev v spodnji prostor, vam, poslušalke in poslušalci, pa lep večer še naprej, paste, ura se spremeni. Hvala in lahko noč. Amen.